Pod steno, kot tudi pravijo kraškemu robu, spokojno počiva Loka. Življenje ljudem ni prizanašalo, zato je še danes njihova največja vrlina skromnost in pa tudi delavnost, s katero obujajo k življenju pozabljene vaške bisere. Torej, nahajamo se na mestu, kjer je nekoč stala stara torklja, kjer so pridelovali olje. Zdaj vem, da izgleda, kot da je to ena podrtija, ruševina, vendar se vaščani s pomočjo krajevne skupnosti trudimo, da bi ta kraj in take stvari obnovili. Ob njej cerkev Svete Cecilije, ki je pred leti dobila novo podobo. Na obnovo pa še čaka stara vaška šola, kjer bo nastal prostor za druženje in druge dejavnosti. Vaščani pa še vedno čakajo na sodobni vodovod, saj je ta še iz časov Avstro-Ogrske, kar pomeni, da vodo prekuhavajo. V vasi so še vedno korita, kjer se je napajala živina in pa tista, ki so služila gospodinjam. Je bila voda gor pod steno, pa smo dali dol, ne? In tle smo hodili prati vse ženske. Zloke. Pred nekaj leti so čebele same našle pot v čebeljak, ki je tu stal pred več kot 100 leti, o čemer pričajo številne fotografije in dokumenti iz tistega časa. Pri Severjevih že snujejo načrte za muzej, čebelarska dejavnost pa je oživela. Vemo to, da začetki segajo v leto 1905. Takrat se je moj prapranono začel ukvarjati s čebelarjenjem. Vemo, da je bil ta čebeljak postavljen nekje v letih 1907-1908. Tu se odlično počutijo tudi ljudje, ki so si v Loki ustvarili novi dom. So tudi pravili, da je to ena od 5 vasi v Sloveniji, ki ima največ sonca na leto, kar se je tudi izkazalo, da je res. Življenje med ljudmi in vaščani je zelo lepo, smo se takoj ujeli in ustanovili smo tudi skupaj s mladimi, ki so tudi kasneje prišli, društvo Gugo. Gugo ima poseben status med prebivalci Loke, saj se ga vsi po malem bojijo, pa tudi razveselijo. Sovica oziroma velika uharica, po njej smo si tudi dali ime, gnezdi pa nad našo vasjo, torej na steni, in po latinsko je to Gugo in zato smo rekli bo Gugo. Tudi recimo, ko smo bili še otroci, so nas vedno none in nonoti so nas strašili, če bo šlump, te bo vzel Gugo. Druženje na igralih in na delavnicah na prostem, kjer se redno srečujejo, jih še dodatno povezuje in tako prosti čas mine ustvarjalno. Imamo urice, igramo in... In zakaj ti rada sem prideš? Ker se družim s prijatelji. Kaj pa ti ustvarjaš? Tudi gugiča. Verjetno ne delate gugiča prav vsak dan. Kaj še počnete, povej nam malo. Včasih izdelujemo kakšne izdelke, rišemo. Pogled iz Loke se z leti spreminja. Horizont sedaj riše viadukt, domačini pa pravijo, da lahko zadnja leta zaradi plazenja zemlje vidijo črnokaljski zvonik. Sicer pa ni treba pogledati daleč, saj jim je tu, kjer so doma, že tako lepo.